Pozdravljeni! Ta videoposnetek prikazuje, kako v konkordančniku nov Sketch Engine izdelamo podkorpus. Najprej odpremo vstopno stran konkordančnika na spletnem mestu Clarine.si in izberemo korpus cParallel 2.0. Odpre se stran z informacijami o korpusu. Če v meniju na levi znova kliknemo o korpusu, se prikažejo vsi obstoječi podkorpusi, vključno s podatki o njihovi velikosti, kar lahko vidimo na dnu zaslona. Če želimo ustvariti podkorpus, moramo v meniju na levi najprej klikniti Išči. V tem konkordančniku lahko podkorpus ustvarimo na dva načina. Lahko uporabimo podmeni Lastnosti besedil ali pa različne vrste iskanj. Prvi omenjeni pristop prek podmenija Lastnosti besedil je enostavnejši, saj znotraj izdelanega nabora možnosti zgolj označimo želene parametre. Za izdelavo podkorpusa na tak način najprej razširimo podmeni Lastnosti besedil in nato kliknemo Izdelaj novega. Odpre se nova stran, kjer določimo ime podkorpusa, na primer Govorke mandat 1. Nato pa podkorpus zamejimo tako, da iskanje zadetkov filtriramo z ustreznim izborom metapodatkov. V našem primeru torej izberemo prvi mandat in malo nižje še ženski spol. Na koncu kliknemo Izdelaj podkorpus. Novi podkorpus se pojavi na seznamu vseh obstoječih podkorpusov. Na tej strani lahko podkorpuse tudi izbrišemo. Pri tem pa je dobro vedeti, da izbrisanega podkorpusa ni mogoče povrniti. Ker pa pri tem načinu izdelave podkorpusa lahko določimo zgolj omejeno število parametrov, bomo za izdelavo podkorpusov za našo analizo uporabili drug način, pri katerem z ustreznim iskalnim pogojem najprej izdelamo konkordančni niz. Tega se lotimo tako, da v levem meniju kliknemo Išči, nato razširimo podmeni Vrste iskanj. Za izdelavo podkorpusov, ki jih potrebujemo za našo analizo, moramo združiti 5 pogojev, kar je trenutno mogoče le z regularnimi izrazi, ki jih vnašamo v polje CQL. Za uporabo tega pristopa torej potrebujemo nekaj znanja programskega jezika CQL. Če tega še niste vešči, najdete več podrobnosti na spletnem mestu storitve Sketch Engine. V našem primeru iskalni pogoj kar kopiramo iz okvirčka v učnih gradivih in ga prilepimo v polje CQL. Za konec kliknemo še Izdelaj konkordančni niz. Konkordančnik izpiše vse zadetke, ki ustrezajo iskalnemu pogoju. V našem primeru vrne nekaj več kot 3600 govorov, ki so jih v prvem mandatu k razpravam v Državnem zboru prispevale poslanke. Rdečo obarvano besedilo so zadetki, ki ustrezajo iskalnemu pogoju. Črno besedilo je sobesedilo, ki ga je mogoče razširiti tako, da kliknemo Izbrani zadetek. Modro besedilo na levi pa so metapodatki. Če kliknemo nanje, se prikažejo še dodatne informacije o govorcu in govoru. Če želimo do teh zadetkov pozneje hitro dostopati in po njih iskati, jih moramo shraniti kot podkorpus. To naredimo tako, da v meniju na levi kliknemo Izdelaj podkorpus. V pogovornem oknu določimo ime podkorpusa, na primer poslanke Državni zbor mandat 1, in izmed strukturnih oznak, po katerih so označeni deli besedila v korpusu, izberemo Speech. Tako bomo v podkorpus shranili zgolj govore poslank in ne celotnih razprav, v katerih so bili ti govori izrečeni. Kliknemo Shrani in ko nas konkordančnik obvesti, da je podkorpus shranjen, lahko pogovorno okno zapremo. Če želimo preveriti, ali je bil podkorpus res ustvarjen, lahko v meniju na levi kliknemo O korpusu, kot je bilo prikazano na začetku tega videoposnetka. Lahko pa tudi kliknemo Išči in v podmeniju Lastnosti besedil kliknemo Info ter poiščemo novi podkorpus. V naslednjih videoposnetkih se bomo posvetili osnovnim postopkom, ki se najpogosteje uporabljajo pri korpusni analizi.